V razmerah, ki jih narekuje epidemija COVID, so se čakalne dobe še podaljšale, predvsem pa oboleli opozarjajo na problem dostopnosti do zdravnikov družinske medicine. Kakšne so vaše izkušnje, kako pomagati, da bi dejavnost zdravstvenega varstva dejansko nemoteno stekla? Torej, dostopnost pri nas ni bistveno drugačna, je pa res, da moramo reševati zaostanke specialistične ravni na sekundarni ravni, da pridejo k nam bolniki, ki so jim samo sporočili, da nimajo več datuma za neko preiskavo, novega datuma ne dobijo in zdravstveno stanje se jim slabša. Torej pridejo k nam izključno, ker nekaj iz preteklih obdobij ni bilo narejeno oziroma je bilo prestavljeno. Tako da imamo kar kakšno četrtino kontaktov v zvezi s temi prenaročanji na bolnišničnem nivoju ali pa na polikliničnem. Potem vidimo, da je problem že čisto osnovna diagnostika, recimo ultrazvok res že sodi čisto v osnovno diagnostiko in tam pod zelo hitro, trenutno v Ljubljani pridete na vrsto sredini oktobra. Tako mi potem sporočajo pacienti in oni to sporočajo, nisem dobil termina, denarja za plačevati nimam, preiskave samoplačniško, kaj naj naredim, ne? In s tem tudi seveda oni telefonske linije zasedajo, ker kličejo, kaj naj naredim, ker nekje naj gre na drugi ravni, ne? In tega je kar precej. Tako da gre prvič za to, drugič pa za to, da nas je vedno manj specialistov družinske medicine in da bi pa popolnoma si dovolili imeti čakalnice polne tako kot pred epidemijo, da bi noter sedeli po 20 ljudi, pa ne gre več. V bistvu je problem, da ima stroka na primarni ravni še vedno dokaj zvezane roke glede na celotno obravnavo, celotno diagnostiko, celotne postopke, ki se odvijajo med zdravljenjem, kaj ne? Imamo zvezane roke in nam vsi pišajo in govorijo, dajte nekaj narediti, samo z vezanimi rokami ne moreš nič narediti. To je ena stvar. Druga stvar je še vedno preobilna administracija, a ne povsod moramo dokumentirati, morda celo po 3-krat eno stvar pošiljati. Potem imamo pa še recimo zaostanke na drugih nivojih, recimo ljudje, ki so na dolgih bolniških, so zdaj čakalne odgovore tudi več kot 3 tedne od imenovanega zdravnika, vmes so pa nas klicali, kaj naj zdaj naredim, prejšnja odločba se je iztekla, nove ni. In to so vse nepotrebne obremenitve. Po drugi strani pa se pravzaprav vsi v Sloveniji soočamo tudi z dokaj nenavadnim odzivom na bolezen COVID, ki je resna, na mnenja, češ da ta bolezen ni vredna niti omembe, zato tudi zaščitni ukrepi bojda niso potrebni. Zato bi vas vprašala, kakšen je denimo vaš osebni, pa tudi strokovni odziv na predlog oziroma na oceno profesor Štrukla, češ da bi moral vsakdo, ki se bo odrekel cepljenju, ko bo enkrat to na voljo, zdravljenje plačati sam. Jaz mislim, da je profesor Štrukelj bil vznemirjen, ker je morda se srečal s kakšnimi neprimernimi vedenji laične javnosti in da pač je to izrekel. Drugače pa zame osebno moram reči, da je boleče, če recimo v tem obdobju delam hišne obiske, recimo pri težkem onkološkem bolniku in vidim, da v bistvu družinski člani hodijo vse do konca Jadrana in marsikam drugam, potem pa zahtevajo vsi bris, ne. Ta občutek za zaščito svojega bližnjega včasih popusti pri ljudeh in samozaščitno vedenje je pri ranljivih skupinah še bolj pomembno. In če to vidiš kot zdravnik, ki si dan in noč pod masko, si pa res žalosten. Tako da jaz mislim, da je Štrukljev odziv morda posledica česa takega.
Še enkrat bi pozvala, da se v čim večjem številu cepite proti koroni, ko bo na voljo. Sama se vedno v prvi dan cepim tudi proti gripi in bodimo zgled vsem nam, da zaščitimo ljudi.